Hvala, Maruša, tukaj iz edokodak.si. V temle upam, da kratkem videu naredim res en tak pregled, grob pregled opreme, vse, kar rabimo, če želimo pripravljati svoje spletne izobraževanja v lastni režiji. Zdaj, zakaj v lastni režiji? Prvič zato, ker če želimo ohraniti tisto tako imenovano svobodo lokacije in pa svobodo izbire časa, potem v bistvu nam ne preostane drugega, kot da znamo to delati sami. Po drugi strani je pa tako, da včasih zlasti, če pač delamo tudi tele vodene online programe in pa e-delavnice v živo, v tem primeru seveda pač nimamo šanse, da si privoščimo, mislim ne privoščimo, ampak ni možnosti, da bi to zdaj počeli v neki ekipi z nekimi snemalci in tako naprej, ker pač so neke zadeve, ki jih moramo znati na hitro tudi sami posneti, dati kakšen feedback našim udeležencem, posneti kakšno novo vsebino na hitro in tako naprej. Skratka, če želimo res imeti to fleksibilnost in znati upravljati te svoje e-dogodke oziroma svoje spletne izobraževalne programe sami, potem pač to opremo vsekakor rabimo. Je pa tako, da gre za opremo, ki je, bom rekla, v budžetu nekje tam 200 do 250 evrov. Skratka, ne rabimo kupovati neke zahtevne tehnološke opreme, ki je sicer primerna za, ne vem, rekla filmsko snemanje ali pa studijsko snemanje. Dovolj so in v bistvu v tem času so na voljo razni pripomočki, ki so nam na voljo, da to počnemo, seveda z opremo nižjega cenovnega razreda, kar pa ne pomeni, da kupimo prvo in najcenejšo varianto, ki jo zasledimo, ampak je res treba tudi tukaj biti pozoren in investirati v kvalitetno opremo. Tako da, evo, zdaj prva stvar, računalnik, zdaj to mislim, da je logično, da računalnik rabimo, glede na to, da delamo z programi, vsaj če delate s Screencast-O-Maticom ali pa podobnim video urejevalnikom, ne rabite nekega zahtevne, neke težke mašinerije, to so res programi, ki so namenjeni delu, bom rekla, pisarniškemu delu, skratka, ki so namenjeni nam edo-podjetnikom, ki nam ni glavna dejavnost editiranje video materiala, videografija in tako naprej, ampak nam je pač v prvi vrsti cilj podajanje znanja tudi nadaljavo. Zdaj, mogoče v zvezi z računalnikom bi priporočila samo eno malenkostno stvar, in sicer monitor. Zdaj, če delate z laptopi, ponavadi ti laptopi niso glih blazno veliki, pa še pač trend je bil, da so čim manjši, da grejo čim bolj vsako torbico. Zdaj, ko boste pa to delali, ko pa delate, sploh če delate delavnice v živo, to se pravi neke Zoom delavnice, Webex, Teamsi, karkoli že, večji monitor vam bo seveda olajšal delo, da boste lažje videli. Tudi če snemate ali pa urejate z recimo Screencast-O-Maticom, je dosti lažje, če to delate z večjim monitorjem, ker imate večji pregled, tipke so večje oziroma funkcijski gumbi so večji in vse te zadeve. Tako da jaz res priporočam, tudi če imate prenosnika z enim kabelčkom, se ga da ponavadi povezati z monitorjem, tako da tukaj priporočam tam 22-23 inčen monitor, da si ga vseeno umislite, pa ga imate zraven. Druga stvar, oziroma prva na tem seznamu, računalnik pa monitor sta bila bolj dodatek, je pa tole. Tole je internet kabel, cena, mislim, da par evrov na meter. Jaz ga res priporočam, namreč opažam še vedno, da je marsikater edo-podjetnik, edo-podjetnica še zmeraj na internetu, prva stvar na internet, da je na internetu, ki, bom rekla, je malo nižjih hitrosti. Tako da, če se le da, če vam infrastruktura v vašem okolju, kjer delate, dopušča, potem vam predlagam, da si umislite optiko in investirate tistih nekaj 10 evrov za tiste naročniške pakete z optiko. Vsekakor pa ne bo dovolj samo optika, ampak je fino, da imate tudi takle internet kabel. Namreč kaj internet kabel naredi? Internet kabel naredi povezavo bolj zanesljivo. Zdaj, za samo snemanje nekih spletnih tečajev, video lekcij, načeloma to delamo offline, sploh če uporabljate Screencast-O-Matic, ne rabite biti na internetu. Boste pa rabili v bistvu naložiti potem te videe, pa v spletne učilnice, pa v e-akademije upravljati, pa tako naprej, in tam pa takoj rata, bom rekla, problem, če imate počasno povezavo, pa večje file in tako naprej. Da ne govorimo o Zoomu, Teamsih, Webexih, kjer definitivno stabilna povezava zagotovi to, da ste vi ves čas prekonektani in da vas ne meče ven, ker kot izvajalca je sploh super, da ste ves čas noter, ne pa da vas ven meče. Evo, torej, to je bila prva stvar, internet oziroma internet kabel, druga stvar je kamera.
Zdaj, večina prenosnikov ima sicer spletno kamero noter, ampak jaz kljub temu, tudi moj ima, pa kljub temu priporočam uporabo zunanje kamere. Zdaj, to ni ta kamera, ki jo priporočam, jaz priporočam Logitech C920, C922 ali pa karkoli od Logitecha v cenovnem rangu nad 100 evrov bo že dober. Spletne kamere, ki so nekje par 10 evrov, verjemite, malo muske, malo denarja. Te kamere so super, konkretno recimo tudi ta za biti udeleženec, kjer pač ni toliko poudarka, da je res to nek kvaliteten prenos, ne. Te so super, seveda čist zadoščajo, če ste vi v vlogi udeleženca, ko ste pa vi v vlogi izvajalca, torej podajalca znanja, takrat je pa smiselno, oziroma ne smiselno, takrat je pa pomembno, da imate vi dobro kamero. Tista Logitechova kamera ima tudi konkretno, se jo da prekonektati takole gor na stojalce. To je čisto običajen fotografski stativ, dobite ga v vsaki fotografski trgovini. Tale se da raztegniti, pri kameri Logitech C922 celo eno tako malo stojalo, nekje take velikosti, dobite zraven. Ker kar je kulskega tukaj pri tej zadevi je to, da vi v bistvu z zunanjo kamero lahko majčkeno več manipulirate po prostoru, ne. Skratka, lahko jo postavite, kamera ima tudi približno 1 meter kabla, če ne še malo več, in jo lahko postavite majčkeno bolj dlje. Skratka, če imate pa kamero na računalniku, morate pa računalnik prestavljati, pa računalnik naštelati tako, da boste dobili, bom rekla, linijo, očesno linijo in tako naprej. In še kakšen računalnik, ki dol pade, z kakšnega kupa knjig ali pa kakšnega podstavka, tako da jaz vam res priporočam, no, dajte si umisliti neko spletno zunanjo, spletno kamero. Alternativa, če spletne kamere nimate, oziroma če preden investirate v spletno kamero, je pa alternativa telefon. Če imate telefon z dobro sprednjo kamero, bi znal zadoščati, tam boste pa vsekakor rabili en stativ, eno stojalce, zato da lepo postavite. In funkcionirala bo zadeva tudi, če uporabljate, če to delate v Zoomu, samo pač kot dodaten uporabnik se morate noter prekonektati, ne. Skratka, da ste nekje na računalniku, drugje ste pa na kameri. To sta bila zdaj internet pa kamera in še tretja stvar, ki jo rabimo, je pa dober mikrofon. Zdaj, jaz konkretno imam danes tegale pripetega gor, to je ta bubica, kravatni mikrofonček. Tegale konkretno, ki ga priporočam, imena sploh ne bom izgovarjala, bom samo na ekran napisala, ker je mislim, da neka skandinavska zadeva, ne znam niti izgovoriti. Skratka, tale mikrofonček je nekje v cenovnem rangu 50 do 70 evrov, odvisno kakšnega, s kakšnim priključkom ga kupite. Primeren je tako za telefon kot za računalnik, kar pomeni, da ga v bistvu lahko uporabljate dva v enem, v smislu pač za obe napravi, tako da ne glede na to, s čim snemate, ga imate pri roki. Opcija so seveda tudi slušalke z mikrofonom, jaz sama jih uporabljam za videolekcije, za videokonferenčne, za videokonference, to se pravi za e-delavnice v živo, ker sem pač navajena, da pač zvok slišim res zelo dobro, pa nimam nobenih zvočnikov. Zdaj, če imate zvočnike, pa pač tudi ni potrebe po nekih slušalkah. Pri slušalkah bi samo tako rekla, da če že uporabljate slušalke, dajte res poskrbeti, da imate kvalitetne slušalke v smislu, da so udobne, ne. Ker sploh, če delate neke videokonferenčne zadeve po 2, 3, 4 ure, ne, vas bojo ušesa začela boleti, začela vas bo glava boleti in tako naprej. Skratka, res dajte si zagotoviti res dobre slušalke. Alternativa, če nočete izgledati kot vesoljci, ne, s tistimi kakšnimi velikimi, so tudi teli vstavki, na Bluetooth varianta, kjer v bistvu samo vstavite zadevo v ušesa. Tudi tukaj poskrbite, tukaj poglejte, da so udobni, da vas ne začne po 1 uri glava boleti, pa ušesa ali pa karkoli, in pa da zdržijo dolg časa, ne. Če imate vi e-delavnico, ne vem, 4-5 pedagoških ur, meni konkretno tele, ki sem vam jih pokazala, mi zdržijo celi 2 uri, tako da to ni šanse, da bi bilo zadosti, ne. Tako da dajte to res poskrbeti, da je udobno in pa da zdrži. Cenejša alternativa, s katero sem tudi sama na začetku začela, 2 ali 3 leta sem snemala spletne tečaje z navadnimi slušalkami, telefonskimi, bile so samo ene druge, bile so črne, tako da se ponavadi niti ni videlo. Mikrofonček sem si zataknila za dekolte, skratka, za snemanje spletnih tečajev zadošča to, oziroma tudi za videokonference, samo dajte res preveriti,
ker ni vedno kvaliteten zvok iz vsakih slušalk, ne. Tako da v bistvu dajte zmeri zvok, zmeri, ko začnete snemati ali ko greste v živo, dajte najprej zvok preposlušati, ker saj veste, oprostili vam bojo malce slabšo sliko, slabega zvoka vam pa ne bojo oprostili. Tako da, evo, to so bile 3 stvari, internet, kamera, mikrofon, potem pa še osvetlitev. Osvetlitev je pa res, bom rekla, bolj pomembna, najbolj pomembna, celo na prvem mestu bi mogla biti, ampak jaz nisem hotela zamoriti z osvetlitvijo. Najprej, skratka, osvetlitev, dajte res poskrbeti, ne, da se vas dobro vidi. Jaz uporabljam čisto obično pisarniško lučko, tako LED svetilko. Tele ledice imajo ponavadi tudi opcijo, da se svetloba še dodatno nastavlja, skratka, glejte, tole je, če sem jaz v temi, takole je pa, če luč prižgem. Pa s tem, da tiste variante, če imate opcijo, investirajte v Lightring, to se pravi v svetlobni obroč, spet dobite v vsaki fotografski trgovini. Tam tudi priporočam majčkeno bolj konkretne, dobri so že tisti, smo zadnjič ugotavljali, da že taka velikost obročka naredi veliko spremembo, če nimate dobre svetlobe. Če se le da, pa investirajte spet majčkeno več, v majčkeno bolj konkreten obroč, ker vam bo res služil, bom rekla, da se ga nagibati, da se ga lepo na stojalo postaviti in tako naprej. Ponavadi pridejo tudi še v kakšnem kompletu s kakšnim stojalom in tako naprej, tako da ko gledate opremo, ne, ko greste v izbor opreme, morate zmeraj gledati, kaj boste vi rabili, za kakšne namene, kaj je tisto, kar je fokus, ki ga želite prikazati, ne, ker je čisto nekaj drugega za nekoga, ki dela, ne vem, jogo obraza, pa rab obraz kazati, je najbrž čisto nekaj drugega, ki za nekoga, ki rabi, recimo, ki mora mogoče pokazati neke, ne vem, tehnike komunikacije, kjer je pomembno, da se človeka vidi od pasu gor, ali pa spet nekaj tretjega za tistega, ki kaže vaje telesa, ne, kjer je treba biti celo telo noter in tako naprej. Skratka, vi se morate ozreti vedno na situacijo, ki jo vi imate, na vašo vsebino, na vaše potrebe in potem iz tega izhajati, kaj je tisto, kar boste od opreme rabili kupiti. Tako da, evo, to je to. Drugače pa tako kot vedno, ne. Bistvo kreiranja spletnih tečajev, spletnih online programov, e-delavnic in vsega tega ni v sami opremi, ni v tem, kaj boste povedali, mislim, kako se boste pred računalnikom usedeli, ampak je bistvo v tem, da znate narediti dobro zasnovo. Namreč dobro zasnovan program bo peljal udeležence res po tej poti k rezultatu na en tak lahkoten način, z upoštevanjem vseh zakonitosti izobraževanja odraslih boste naredili programe res udeležencem prijazne, z upoštevanjem, bom rekla, z dobro virtualno, zagotovitvijo dobre virtualne učne in uporabniške izkušnje, boste naredili program tudi lahkoten za udeleženca v smislu, da bo tudi motivacijsko za njega dober, lahkoten v končni fazi za upravljanje tudi za vas, z upoštevanjem vseh pravil podajanja znanja na daljavo oziroma znanja preko ekrana, boste zagotovili, da bojo res programi, bom rekla, prinesli znanje tudi, če smo na daljavo, in pa v bistvu zagotovili te rezultate in pa, bom rekla, to motivacijo, da dejansko udeleženec to tudi predela, ne samo kupi, ne. Tako da, več o kreiranju na edogodek.si kreiraj, edogodek.si pošiljnica kreiraj, drugače pa suportne programe, ki vas peljejo skozi uporabo, skozi proces kreiranja oziroma snemanja, bom rekla, priprave in snemanja videolekcij, skozi procese editiranja videolekcij, program za suport uporabi Zooma za spletna izobraževanja in pa suportne učilnice za uporabo LMS spletnih akademij oziroma teh učilnic za spletne tečaje. Vse to pa lahko dobite v paketu izberi edogodek.si, kjer dobite poleg tega suporta za dostopa do teh suportnih učilnic za mimogrede že simboličnih tam 5-10 evrov na mesec, dobite zraven tudi možnost, da svoje programe tudi predstavite na ta novem portalu izberi edogodek.si. Evo, toliko za glede opreme vsega tega, tako da zdaj pa samo še prijetno e-dogodkanje.